Lepo pozdravljeni v naši novi epizodi podcasta. Tokrat se bomo v okviru naših podcastov Star Growth družili z Ramom Dušičem Hrenom, Živijo. ki nam bo sam povedal malo več o sebi, s čim se on ukvarja, kje so njegove izkušnje in kakšne so njegove kompetence na področju turizma. Tako da, Ram, če se lahko malo predstaviš, s čim se ukvarjaš, kaj počneš in kaj si že počel na področju. Ja, hvala za povabilo v tale podcast. Jaz se od leta 2020 ukvarjam izključno z trajnostjo. Takrat sem odprl svojo firmo Brighter, kjer v bistvu podjetjem in drugim deležnikom pomagam pri tem, da najprej pač se sploh začnejo zavedati, kakšne so problematike in potem razvijajo svoje poslovne modele, rešitve in tako naprej v to smer. Torej, zanimivi časi so bili, od takrat dalje, tudi pandemija, vemo, je usekala leta 2020 in v bistvu takrat se mi zdi, je cela ta ozaveščenost tega, kako lahko v bistvu celotni naši sistemi hitro kolapsirajo, če se nekaj zgodi, prišla bolj v ospredje, in takrat se mi zdi, se je tudi veliko ljudi začelo majčkeno bolj spraševati, tudi o tem, kaj pa počnemo z okoljem, kakšne družbene implikacije pa imajo stvari, ki jih počnemo in tako naprej. Tako da se mi zdi, da se tudi na nivoju konec koncev Evrope, z celimi temi skladi za okrevanje, odpornost in tako naprej, se je začelo veliko tudi govoriti o tem, Drugače pa moje ozadje od prej je pa dokaj tako multidisciplinarno, jaz sem po ozadju fizik, sem po magisteriju delal nekaj časa tudi v čist znanstvenem researchu, potem me je pa v bistvu zgodba zanesla v tehnološke startupe. Imam tudi en padel startup za sabo iz tistega obdobja, potem sem pa delal v IBM-u 4 leta, tudi na področju v bistvu digitalnih tehnologij, umetne inteligence, clouda in pa kvantnega računalništva. Tako da v bistvu ta moje prejšnje življenje je zelo tako tehnološko in znanstveno usmerjeno, potem pa, kar mi je bila nekako glavna, kako bi temu rekel, glaven push, da sem šel pa v to, kar zdaj počnem, je pa to, da v bistvu je bila zelo močna moja realizacija, da tehnologija kot taka ne ponuja rešitve za nekatere najbolj pomembne izzive, s katerimi se človeštvo sooča, Pač tehnologija je pač orodje, ampak mi moramo znati pa boljše razmišljati, boljše reševati izzive in konec koncev tudi zelo, zelo jasno se vprašati, kako pa zdaj te tehnologije zares umestiti noter, ker če samo tehnologija in gospodarski mehanizmi ženejo razvoj, potem nastrada in družba in okolje. Tako da vse to skupaj je treba imeti zelo močno v mislih. In ja, bom s tem zaključil svojo predstavitev. Pa če te še direktno iz tega vprašam nekaj, kako iz vse to v bistvu iz popolnega naravoslovja se zdaj delno ukvarjaš tudi z turizmom, bi se lahko rekli na določen način. Kako si prišel do tega oziroma kje vidiš tukaj izziv? Nisem odgovoril sploh na to vprašanje. Ja, v bistvu, kolikor sem se pač turizma dotikal v svoji karieri, je skozi pač implementacijo rešitev in pač skozi trajnost, s katero se ukvarjam. Recimo lani smo pripravljali kaži pot za razvoj trajnostnega in pametnega turizma v Ljubljani. In sem tudi mentor v enem konzorciju STIR, pač ki v bistvu ponuja podporo na področju trajnosti turističnim deležnikom, Tako da iz te smeri, se dotikam turizma. Zdaj trajnost kot taka je zelo nekako cross-industry področje, in področje, ki izrazito vključuje ta sistemski vidik, Torej nobena firma sama po sebi tukaj nima zares velikega vpliva, ampak gledamo v bistvu skupek podjetij, industrij in tako naprej, In turizem je tukaj pač velik del cele zgodbe.
Vemo, ne, iz različnih vidikov, recimo že sama potovanja, kot vemo, zelo, zelo ogromno emisij povzročajo. Turizem je močno vpet tudi v samo poslovno okolje, ker velik del turizma vključuje v bistvu poslovni turizem. Potem zelo močno se dotika lokalnih skupnosti, kako zdaj lokalne skupnosti vključujejo turizem, kako se to dvoje skupaj sklapa in tako naprej. Tako da turizem kot tak je zelo velik del te zgodbe, istočasno ima velik vpliv, kar se tiče in onesnaženja in emisij in družbenih implikacij in tako naprej. Istočasno je pa tukaj tudi zelo velik vzvod, kjer lahko nekaj premaknemo. Tako da je tako fajn področje za Tukaj sem te hotel nekako mali izvati, ne. Mislim, govoriš o trajnosti, pa trajnosti v turizmu in to, tem se nasplošno se kar precej govori, ne, ampak kaj pa bi bilo na tem področju, o čemer se pa še ne govori, pa bi se tudi tega v bistvu dotikali, recimo? To je moje zelo ljubo vprašanje. Ja, kot si rekel, trajnost je postal en tak velik buzzword, in se kar veliko razmetava z njim. Zdaj, o čemer se ne govori, oziroma po mojem mnenju premalo, je to, kaj pa zares zdaj sploh to pomeni, Mi omenjamo trajnostne prakse, pa omenjamo izboljšanje učinkovitosti, pa ne vem, bomo sončne panele inštalirali, električne avtomobile, pa več, ne vem, ekohrane in tako naprej. Ampak kaj zares trajnost zdaj pomeni, Jaz v bistvu niti ne maram besede trajnost, ampak rajši uporabljam besedo vzdržnost. Recimo, če uporabljam kot primer zdajle olimpijske igre v Franciji, ki se oglašujejo kot najbolj trajnostne olimpijske igre. Pa počnejo super stvari, sploh ne rečem, ampak ta uporaba pojma najbolj trajnostno, To, da ti počneš manj slabega, to ne pomeni, da je vzdržno, To, da si ti majčkeno izboljšal učinkovitost, da si malo manj odpadkov povzročil, to ne pomeni vzdržno, Moramo biti zelo jasni in kritični, kaj zares pomeni, da je neka aktivnost znotraj nekega okolja vzdržna. To je tisto, o čemer se premalo govori. In od tukaj se takoj dotaknemo prva stvar gospodarske rasti, Kakšna gospodarska rast znotraj našega in lokalnega in globalnega okolja, je sploh vzdržna, ker pač zavedati omejitev se moramo. In te zgodbe, da bomo z izboljšanjem učinkovitosti, pa bomo 10% zmanjšali emisije, pa imamo čiste roke, To ni to, saj so to fajn koraki, ampak te koraki ne smejo biti sami sebi, zdaj ploskanje, ampak morajo biti koraki proti zelo jasnemu cilju, Jasen cilj pa je ta, da je celotna aktivnost vzdržna, ne samo to, da skozi majčkeno prčkamo po malem, Pa če te še malo izzovem, a lahko potem z vzdržnostjo sploh še dosegamo gospodarsko rast, oziroma? Ja, tukaj poteka kar vroča debata, Zdaj nekako, tako, če bi v grobem rekel, bi rekel, da sta dva glavna kempa nekako, En kemp je ta, da pač preprosto gospodarska rast ne gre in da se moramo odcepiti od ideje, da BDP lahko pač v neskončnost eksponentno raste in da je pač preprosto treba to ustaviti, ta gospodarski motor. Drug kemp je pa nekako ta, ki zagotavlja, recimo ki zagovarja ta green growth, recimo, in znotraj tega tudi recimo koncept decoupling, To v bistvu pomeni idejo, da lahko v bistvu nekako decouplamo oziroma odcepimo gospodarsko rast od porabe resursov in povzročanja onesnaženja, Ker te dve krivulji gresta trenutno zelo, zelo korelirano, Torej gospodarska rast in sranje, ki ga povzročamo v okolju, In ideja je pač ta, da lahko to nekako odcepimo. Zdaj, ta druga zgodba je
zelo, zelo malo verjetna. Torej, nobenega dokaza še ni, da bi bilo to možno. Na določenih lokalnih nivojih so neke zgodbe uspešne, ampak globalno gledano je to, mislim, da kar nemogoče, no. Torej, dejansko odcepiti, a ne, gospodarsko rast od porabe resursov, ne. Tako da definitivno jaz konkretno sem bolj pri onem drugem kampu, a ne, torej pač rast v neskončnost ne gre, a ne, imamo omejen planet, imamo omejene resurse in tudi konec koncev, a ne, mi smo zdaj celoten napredek človeštva vezali na eno samo metriko, a ne, in to je globalni GDP. Ja. In to metriko uporabljamo kot merilo uspešnosti in zadovoljstva. In treba se zavedati pa konteksta, ne, ker znotraj recimo konteksta države, ki se bori za to, da sploh ljudje dosegajo minimalne standarde preživetja, ne, znotraj tega konteksta je recimo GDP lahko dokaj dober proxy za razvoj, pač za nek napredek, a ne, ker več GDP-ja pomeni, a ne, da ljudje tudi nekako boljš lahko zadovoljujejo svoje neke osnovne potrebe, ampak potem dalje pa to sploh ne drži več toliko, ne. V razvitih državah se pač že pojavlja to, da v bistvu večji GDP pomeni manj zadovoljstva, ne, manj zdravo življenje, pa tudi moramo se zavedati, kaj sploh povečuje tudi GDP, a ne. Vojne povečujejo GDP, nezdrava populacija povečuje GDP, ker je več potrošnje za zdravila in za vse to. Res je. Torej, tukaj je treba pogledati za kuliso, a ne. No, tukaj lahko rečem, da v našem projektu z nekimi poskušamo malimi koraki priti proti vzdržnosti oziroma trajnosti, ker izraz je seveda ljubši tudi. Tudi projekti, ki se bojo izvajali oziroma se izvajajo preko samega Stargrowth projekta, so namenjeni tudi za take stvari, pridobivanju raznih ekocertifikatov in podobnih stvari. Pa bi te vprašal mogoče tudi glede na to, da si v bistvu strokovnjak za ta področja na splošno, kako ocenjuješ še slovenski turizem, recimo, kako vidiš, da je prilagojen, oziroma če je že na poti neki vzdržnosti, trajnosti, ali še precej zaostajamo tudi za ostalimi? Slovenija mislim, da ima tukaj kar veliko srečo, kar se tiče naših danosti, ne. Smo zelo gozdnata država, smo država, ki ima zelo bogato naravo, a ne. In mislim, da Slovenija kot taka, recimo, se ni še začela zaletavati v kakšne močne omejitve, kar se tiče prevelikega izkoriščanja okolja, a ne. Se pa seveda bomo, a ne, če bomo pač nadaljevali brez tega, da se zavedamo, a ne, te stvari. Tako da ja, se mi zdi, iz tega vidika pač imamo srečo. Pa saj tudi ta ozaveščenost, kako ti vidiš, mislim, Slovenija se ti zdi dovolj ozaveščena tudi za razne okoljske probleme oziroma potencialne izboljšave, ali tukaj še prostor za napredek oziroma? Težko čisto splošno govorim, tako, če bi rekel, da imamo neko zavedanje pač te narave, a ne, vseeno nimamo nekih velikih metropol, a ne, kjer bi bili ljudje popolnoma odrezani od narave, a ne, zelo radi vsi hodimo v naravo in nekako se mi zdi, imamo veliko večjo to povezanost, kakor mogoče ljudje iz kakšnih drugih držav. Definitivno pa vidim tukaj, da ja, še vedno manjka pa tega zares spoštovanja do tega, kaj imaš, a ne. Pa tudi zavedanja te širše slike, a ne, konec koncev nismo samo mi, a ne, konec koncev tudi, če gledamo onesnaženje zraka, če gledamo emisije, a ne, če gledamo, katere resurse sploh porabljamo, a ne, saj večina tega vpliva
mislim, ima svoje vplive izven meja, ne, onesnaženje zraka, emisije, pač toplogrednih plinov in podobno. To je kolektivna stvar, ne moramo reči, da s tem vplivamo samo na Slovenijo, ne. Tudi konec koncev produkti, ki jih kupujemo in jih uporabljamo tudi v turizmu, ne, pa tudi konec koncev, ne vem, gradbeni materiali, les in podobno. Vse to prihaja od zunaj, ne, in seveda nosi s sabo tudi vplive, ki se dogajajo izven naših mej. Tako da tega zavedanja se mi zdi pa, da je malo premalo. Ja, to se zelo strinjam s tabo. Hotel sem te tudi vprašati, kakšen vpliv vidiš novih tehnologij, pa lahko rečemo tudi na nek način digitalizacije, na samo izboljšave v povezavi z trajnostjo, vzdržnostjo. Lahko digitalizacija kaj pripomore k temu ali je še dodaten razlog, ki nas bi lahko skrbel? Oboje je res. Lahko pripomore in tudi je dodaten razlog za skrb. Tehnologijo moramo gledati kot orodje, ne. In veliko se zdaj govori, ne, o trajnosti in digitalizaciji, ne. Celo so to zdaj že poimenovali kot dvojni prehod, ne. Torej digitalni prehod in ne vem, zeleni prehod, kakorkoli mu že kdo reče, ne. To nista enakovredna cilja, a ne. Digitalizacija ni cilj sam po sebi, a ne. Imeti vzdržno človekovo aktivnost, to mislim, da je nek cilj, ki nam je vsem v interesu, a ne. Pač noben noče zdaj se spraviti v neko kataklizmo, a ne. Digitalizacija pa ni sama po sebi cilj. Nobenemu ni v namen, dajmo biti digitalizirani, a ne. Ni to samo po sebi namen, a ne, ampak je neko orodje, ki lahko nas nekam pripelje. In tukaj bodimo najprej zelo jasni, ne. Torej digitalizacija je orodje, ni cilj vse digitalizirati, ampak je cilj digitalizirati stvari tako, da nam bojo v podporo in doprinos. Ne, in prvo to, ne, se pravi najprej se dajmo zavedati tega in potem iz tega seveda logično vprašanje, ki sledi, je, okej, kako pa bomo zdaj in uvajali in menedžerirali in regulirali tehnologije, da nam bojo v ta doprinos, ne. Ker zdaj, kot sem prej rekel, ne, in kot si pač tudi ti že povedal, oboje je lahko res, a ne, torej in v doprinos so lahko, torej z digitalizacijo recimo, ne vem, imava lahko midva zdajle ta Zoom pogovor, namesto da rabiva pač se nekam peljati in potovati, a ne. Seveda tudi ta Zoom pogovor terja svojo energijo, ne, ampak tukaj so računice dokaj jasne, ne, kje lahko zdaj to prispeva k izboljšavi, a ne. Drugo je seveda tudi, kako lahko tehnologije in inovacije omogočijo nove modele, a ne. Recimo, če gledamo mobilnost, na primer car sharing, a ne, ki je veliko bolj ekonomičen model, kar se tiče, a ne, okoljskih vplivov, a ne, veliko bolj ekonomičen model kot lastništvo avtomobilov. Torej manj avtomobilov rabi biti v cirkulaciji, bolj so utilizirani in tako naprej, ampak recimo na skali celotnega mesta, neke urbane destinacije recimo, ta model car sharinga ne bi mogel funkcionirati brez da imamo, a ne, smartphone in aplikacijo, prek katere lahko to učinkovito ta sistem deluje, a ne. Tako da iz tega vidika so lahko tehnologije v zelo veliko podporo, a ne. Istočasno pa, če pustimo, da tehnologija žene cel razvoj, brez da se vprašamo ta drug, a ne, angelček na ramenu, a ne, okej, kaj pa zdaj to pomeni, a ne, kako pa moramo zdaj to menedžerirati, ne. Če se tega ne vprašamo, potem pa tehnologija sama žene, a ne, in to se pa tudi vidi, ne, pri primerih, kot so na primer socialni mediji, kot so online oglaševanja, ne, ki je zdaj v hiperfazi, a ne, potrošništva, tega, da
dejansko najstniki zbolevajo z psihološkimi boleznimi, zaradi tega, ker nimajo normalne socializacije, ne, do odvisnosti in podobno. Seveda zadnji tak šus je pa povzročil tudi AI, ne, kjer pa tudi ima možnosti, kjer lahko pozitivno vpliva, ne, ampak zdaj v Odvisno, kako se ga uporablja. Ja, tako. In tudi v kontekstu te neuravnovešene ekonomske rasti, a ne, kjer je vedno v ospredju oziroma ima prioriteto to, da se bo nekje ustvaril nek dobiček, namesto to, kako bo ta tehnologija zares v podporo, a ne. V tem kontekstu ima to izjemno škodljive posledice, ne. Zdaj, če glih to recimo vprašati, mislim, razmisliti, a nam je nekaj zares v podporo, ali to počnemo samo zaradi tega, da naredimo iz tega nek biznis, a ne. In če je to, ne, če naredimo to samo zaradi tega, da delamo nek biznis, potem je tukaj incentiv zelo jasen, a ne. Potem je tukaj odvisnost zaželena stvar, ker če imaš ti odvisne uporabnike, potem več nakupujejo pri tebi, a ne. Potem je tukaj nezdrava populacija, zelo pozitivna stvar, ker jim lahko več prodaš, a ne. Če imajo ljudje več problemov, lahko prodaš več rešitev in tako naprej, a ne. Torej, če nam je to glavno vodilo, potem je neizogibno, da bo trpelo naše zadovoljstvo, naše zdravo okolje in tako naprej, ne. Tako da to so ključne stvari, ki se pri tehnološkem razvoju je nujno upoštevati. Ja, upam, da v turizmu bo ostalo tako, kot je bila včasih neka mantra, da turizem so ljudje, no, da bo tukaj še zmeraj prevladala to nekako in da bo tehnologija res samo kot neko podporno okolje oziroma da ne bo prevzela večino, čeprav se že dogaja, da so tudi te hoteli in to z raznimi self-check-ini, v bistvu ne srečaš več nikogar. Sicer z nekega stališča je to tudi zelo v redu oziroma glede zmanjšanja stroškov in to, ampak po drugi strani pa mislim, da ta človeški faktor še zmeraj pri takih stvarih igra zelo pomembno vlogo. Ja, seveda. Mislim, super primer. Sem glih na svojem zadnjem potovanju v Rotterdam sem bil v enem takem hotelu, kjer je bil popolnoma pač digitaliziran self-check-in in mi je bilo sicer ful zanimivo, pa tako zelo učinkovito vse deluje, a ne, super uporabniška izkušnja vse, a ne, ampak je čisto depersonalizirano nekako, ne, mislim. Depersonalizirano, ja. In še vedno mi je pa ful pomenilo, da pa je tam tudi nekdo, a ne. Pač še vedno je nekdo bil tam v lobiju, a ne, se je pogovarjal s tabo, je ti kaj pomagal, če je bilo treba, a ne. Ja, to so zelo pomembne. Neko uravnovešanje tega je vedno pomembno, ne. Ja, jaz upam, da tudi v Sloveniji, no, da se bo šel razvoj turizma v to smer. Naj bi imela Slovenija butični turizem, bolj kot ne masovni turizem, tako da in mislim, da je tudi konkurenčna prednost slovenskega turizma ravno to, pa tudi, da bazira bolj na ljudeh, na nekih personaliziranih izkušnjah, ker to je še zmeraj zelo pomembno, no, se mi zdi. Ker to so stvari, ki si jih najbolj zapomniš, ne, v bistvu. Tukaj je bilo nekaj... Ja, se je videti, ne, v turizmu recimo, na koncu, ne, kaj so neki največji problemi, s katerimi se ljudje ukvarjajo, ne, v turizmu in tudi v drugih panogah. Na koncu so ponavadi to problemi povezani z ljudmi, a ne. Recimo, turizem v Sloveniji ima blazne težave s kadrom, a ne. Praktično skorajda v Ljubljani ne slišiš več slovensko govorečega gostinca, ne. Ker pač, ker nimajo kadra od tukaj, a ne. In to so težave, ki imajo globljo naravo, in neke take direktne tehnološke rešitve niso vedno tukaj nujno odgovor, ne. No, ko so bila že pri tehnoloških rešitvah, sem jih hotel dati spet en tak primer na tem področju, da velika firma s hitro prehrano, tudi na področju Slovenije, že uporablja v bistvu za strežbo robote,
na nek način. Mhm. Torej, ti naročiš na avtomatu in potem ti robot v bistvu pripelje hrano. Torej, Mhm. nimaš praktično nobenega stika več z ljudmi, tudi pri tem. Mogoče to pri kadrovskih težavah je lahko tudi to neke vrste rešitev, Mhm. ampak vseeno si pa sigurno želiš imeti ta nek personaliziran stik, ne, če ne bo res postalo zelo generično vse skupaj. No. Mogoče te še to čisto tako vprašam, kako vidiš prihodnost turizma, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše? Ja, turizem raste, ne. To je definitivno res. Zdaj, spremembe sicer v pozitivno se dogajajo. Recimo, meni zelo ljuba stvar, a ne, ki se recimo v zadnjih letih začela dogajati na nivoju menedžmenta turističnih destinacij, ne, je pravzaprav ta prehod, kaj pomeni zares vloga DMO-ja, ne. Se pravi, v preteklosti, a ne, je bil DMO striktno destination marketing organizacija, ne. Torej, to je bila organizacija, ki je skrbela za promocijo destinacij, torej za rast, a ne. Zdaj se je začelo to spreminjati v destination management organization. Torej, a ne, to so organizacije, ki dejansko skrbijo za upravljanje destinacij, kar vključuje komunikacijo z vsemi deležniki, usklajevanje vseh deležnikov, seveda tudi meščanov, tudi promocijo, a ne, ampak to kaže eno tako pozitivno spremembo v smeri tega, da se stvari lotevajo bolj na celostnem nivoju in sistemsko, a ne. Tudi, ja, recimo, ko smo pripravljali, a ne, tale Kažipot za pametni in trajnostni turizem, a ne, smo štartali iz tega, da se najprej vprašamo sploh, kaj je ta utrip destinacije, a ne, in kako se turizem umešča v samo destinacijo. In tukaj ima vsaka destinacija ima nek svoj utrip, a ne. Ljubljana ima nek drugačen karakter in utrip, kakor pa recimo Amsterdam, a ne, in tudi privlači ljudi z drugačnimi željami, a ne. In okrog tega je treba graditi turizem in mislim, da to se dela, a ne, da se je začelo to dogajati. Torej, kako se turizem zdaj umešča v to lokalno okolje, ne? Ni zdaj namen samo, da prodamo čim več pa privlečemo čim več turistov, ampak kako lahko turizem pomaga dvigati kakovost življenja za celotno skupnost, ki na tej destinaciji biva, ne? Vključno z vso biodiverziteto in podobno, ne. In to se mi zdi super zadeva. Saj mogoče, če bi malo bolj predstavil ta Kažipot, kako ste se ga lotili, kaj so bili vaši glavni cilji? Ja, v bistvu še ni izšel, tako da še ni šel. Ja. Je pa to za mesto Ljubljano ali tudi se ga da potem prilagoditi? Za destinacijo Ljubljana, ja. Se ga pa da verjetno dosti hitro prilagoditi tudi za katerokoli drugo. Mislim, to je v bistvu proces, a ne, preko katerega z vsemi deležniki ključnimi, a ne, ki delujejo na tej destinaciji v turizmu, pravzaprav sestavimo neke smernice in rekel, nek kompas, recimo, zato se reče Kažipot, a ne, kar kaže pot, sestavimo smernice. Nek business canvas, ne, na nek način, oziroma trajnostni canvas. V bistvu skupek smernic in korakov, ki nas lahko pripeljejo k trajnostnemu in pametnemu turizmu, a ne. In tukaj je ključen del procesa pač to sodelovanje vseh deležnikov, ne. Ker ne moreš ti delati stvari samo top-down, a ne, se pravi vloga recimo management organizacije za destinacijo, ne. Ni zdaj, da bojo oni povedali deležnikom, kaj morajo oni delati, a ne. Ampak je to, da povezujejo vse deležnike med sabo in konec koncev ustvarijo neko skupno zgodbo, a ne. In ti boš deležnika dobil na to stran,
v to zgodbo, s tem, da bo ta zgodba aligned s tem, kar tudi njemu veliko pomeni. In ta del procesa, skozi delavnice z deležniki, skozi angažmaje z njimi ena na ena, da ti prideš do tega, kaj so zares njihovi tudi problemi, kje oni vidijo sploh destinacijo, kako jo oni vidijo in tako naprej, in iz tega prideš potem do nekih super zadeva prek nekega design thinkinga na nek način pride do potem rešitve, ki se jo da verjetno za vsako lokalno skupnost v bistvu na tak način narediti. Ja, seveda, in pomembno je vključiti vse, Če zdaj vključiš recimo samo poslovne deležnike, ne pa lokalne skupnosti, potem bo tukaj zelo biased pogled, Torej, določeni deležniki oziroma skupine deležnikov imajo v nekaterih področjih kontrainterese, in to je normalno, Ne vem, recimo lokalni skupnosti je v interesu, da jim pijani turisti ne bruhajo na fasado, medtem ko, nekemu gostincu je pač finančno v interesu, da čim več ljudi pride tja pit, Pa ne govorim, da se to dogaja v Ljubljani, ampak prvi primer, ki mi je pač stopil v glavo, In tukaj seveda so to konfliktni interesi, kar pa ne pomeni, da zdaj je to nek kreg, da moramo zdaj vsak vleči na svojo stran in kdo bo zmagal, Pač moramo se zavedati, da seveda nimamo vsi istih interesov, ampak smo pa vsi del iste destinacije in iste zgodbe, In dolgoročni uspeh za celotno destinacijo in vse, ki bivajo v tej destinaciji, je to, da so te interesi uravnovešeni, In če zdaj iz tega istega argumenta raztegnem zgodbo v bistvu tudi na, recimo koncept trajnosti, Če pogledamo recimo čez nek naravni ekosistem, kako deluje, Naravni ekosistem, ki dolgoročno dobro funkcionira, ni tak, znotraj katerega bi ena vrsta zmagala, Ni tak, znotraj katerega bi interes, ta nekak sebični interes ene same vrste bil dominanten, Ker kaj se zgodi, če pride do tega, ta vrsta dejansko uniči ekosistema, In to se zgodi, kadar se poruši ravnovesje, Imamo, zaradi porušenega ravnovesja, epidemijo miši, ki je bila par let nazaj, In se miši blazno razmnožijo in povzročajo totalno škodo pač vsem drugim vrstam in na koncu tudi sebi, Ker pač tudi za njih ta sistem ni vzdržan, Torej, takoj ko en interes tukaj prevlada, trpi celoten ekosistem, čeprav na kratek rok mogoče ta skupina, katere interes je prevladal, se počuti, da zmaguje, oziroma da ji gre ful dobro. In isto je tukaj pač v turizmu, kot sem rekel prej, in v managementu destinacij. Vsi smo pač del iste zgodbe in kljub temu, da so neki mogoče sebični interesi konfliktni, mora biti vsakmu jasen, da pač delujemo skupaj, ne pa vsak samo za svoje interese. Ja, to je res. Praviš, da Kažipot v bistvu trenutno še ni v funkciji, se že kaj ve, kdaj bo v bistvu? Ja, ne bom preveč govoril, bi moral že biti, ampak se je še malo zavlekel. No, super, se že pa drugače prav veselim, da me pa zanima, kako bo to potem tudi v praksi izgledalo, oziroma se mi zdi res taka super rešitev, ne samo za Slovenijo, ampak lahko tudi za širše regije, oziroma tudi za druge skupnosti. Se na idejo, zato ste prišli že na kakšne dobre prakse, ali ste čist sami to v bistvu zasnovali? Ne, to je v bistvu jaz sem tudi del ekipe Circular Change, Inštituta za krožno gospodarstvo, in v bistvu Circular Change v sodelovanju z Turizmom Ljubljana. Turizem Ljubljana je bil pač v bistvu naročnik. Ja, razumem. No, super. Tako da, to je tvoj trenutno edini projekt zdajle na področju turizma, ali imaš tudi kakšne druge?
Ta trenutek nimam drugih projektov na področju turizma. Ta trenutek v bistvu lansiram še par drugih zadev. Ena izmed teh je v bistvu tudi ena online publikacija, ki pravzaprav se dotika ravno to, kar je bilo tvoje prvo vprašanje, ne, stvari, o katerih se premalo govori, ne, na splošno na področju trajnosti. Ja. No, super, potem si zelo aktiven na vseh teh področjih. Tako da, Ram, najlepša hvala za tale najin pogovor. Meni se je zdelo super zanimivo. Mislim, da tudi naši poslušalci v okviru projekta Stargrowth bojo lahko pridobili kakšno novo informacijo, predvsem pa mislim, da bo tale Kažipot zanimiv tudi za kakšno drugo, oziroma sama ideja za kakšno drugo lokalno skupnost, in upam, da boste dobili tudi še kakšnega naročnika v Sloveniji na to temo. Najlepša hvala za pogovor še enkrat. Hvala tebi.